Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o tem, kaj je zdrava pamet oziroma zdrav razum. V angleškem jeziku se zdravi pameti oziroma zdravemu razumu reče common sense. Common je beseda, ki pomeni tisto, kar je skupno, kar je splošno. Sense je pa razum. Torej, zdrava pamet oziroma common sense je nekaj, kar je vsem skupno, kar nas združuje, kar nam je vsem enako. Slovenska beseda zdrav razum je pa tudi sestavljena iz dveh besed, in sicer iz beseda zdravo. In v odnosu do besede zdravo imamo polarno, obratno besedo, ki se imenuje bolano. Imamo torej zdrav razum ali bolan razum. Kaj je bolan razum? Duševno bolni postanemo, ko nismo več zmožni razsodnega razmišljanja in razumevanja, ko ne upoštevamo več drugih ljudi, ko postanemo sebični, ko nam je mar samo za sebe. In obstaja torej razum, ko ohranjamo zdravo pamet in delujemo v interesu skupnosti, torej vseh ljudi. Delamo v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vse. Razvijamo empatijo in smo sposobni vživljanja v druge ljudi. To je zdrav razum oziroma zdrava pamet. Ko pa postanemo sebični, ko nismo več sposobni empatije, pa postanemo umsko bolani. In če pogledamo, kako se ljudje na tem svetu obnašamo, ali delujemo v interesu večine drugih ljudi, ali delamo po principu tistega, kar je najboljše za vse, vidimo lahko, da so taki primeri velika redkost. Da večinoma se brigamo vsak za sebe in nam manjka zdrave pameti. Počnemo neumnosti, mar so nam lastni občutki, živimo neke vzorce, miselne in vedenjske vzorce, ki smo jih sprejeli iz preteklosti, od naših staršev, od ljudi, ki so bili v okolici nas, kot smo odraščali. In zato je pomembno, da povečamo to našo sposobnost zdrave pameti, da razvijamo empatijo, da začnemo delovati v interesu celote in da postanemo nek funkcionalni del živih bitij na tem planetu, tako da smo zmožni prispevati k izboljševanju razmer na svetu. Zdrava pamet je torej v današnjem času zelo redka, ampak jo je zmožen vsak posameznik povečati.
Enostavno s tem, da se odločimo, da si rečemo ne, dovolj je, ne bomo več živeli po preteklih miselnih in vedenjskih vzorcih, pogledamo v sebe, analiziramo, kakšne miselne vzorce smo doslej dopuščali in jih odstranjujemo, tiste, ki so škodljivi, tisti, ki nas razdvajajo, ki nam onemogočajo empatijo, ki nas delajo sebične. Na ta način poskrbimo za svoje duševno zdravje in tudi fizično zdravje. Kajti, če delujemo po nekih nerealnih, konfliktnih prepričanjih, potem se naprej začne krhati naše psihično zdravje, zapadamo v depresije, v razne odvisnosti. Čez dalj časa pa se začne posledično krhati tudi naše fizično zdravje. Začenjamo obolevati z raznimi boleznimi, doživljamo razne poškodbe. Skratka, pomembno je, da delamo na svoji lastni zdravi pameti, da smo zdravi, da smo celostni, da se zavedamo enosti in povezanosti z vsemi živimi bitji. Kot pomoč pri tem, da dosežemo čim večjo stopnjo zdrave pameti, vam priporočam brezplačni spletni tečaj DIP Light, ker se boste naučili, kako deluje, in tudi orodja za učinkovito analizo in očiščevanje lastnih miselnih vzorcev. Povezave do tega tečaja pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.